Torej, danes nekoliko bolj spodbudne novice za občane. Cena recimo na 4-člansko družino za čiščenje odpadnih voda je za približno 2 evra nižja. Ja, res je, seveda tudi za tem zneskom, da lahko rečem, da nekaj znižamo, je veliko dela, opravljenega dela. V preteklem 6-mesečnem obdobju dobili smo nalogo in zadali smo si tudi nalogo, ki jo želimo dobro opraviti. Seveda, nekje treba začeti. Najprej treba imeti temelje, da lahko potem začnemo stvari postavljati na pravo mesto. Lahko rečem, da je to en začetek našega, bi rekel, drugačnega sodelovanja, pa ne želim tu zdaj izpostavljati ne vem kako visoke cilje. Dejstvo je, da trenutno se je pokazalo to, da je storitev cene čiščenja na centralni čistilni napravi Slovenske Konjice in čiščenje na čistilni napravi v Tepanju lahko nižja, kar pomeni, da so bile opravljene storitve nekoliko cenejše, bilo je manj odpadnih voda očiščenih, glede na plan, ki smo ga zadali v letošnjem letu v mesecu aprilu. Do tega je pač privedlo tudi to, da je prišlo do poslovanje je zelo dobro in zaradi dobrega poslovanja na tem stroškovnem mestu in bi rekel spremljanja ter ugotovitve, da znaša za več kot 10%, smo nemudoma pristopili v mesecu oktobru k temu projektu ustrezne prilagoditve cen, kar pomeni izdelava elaborata in ustrezne številke, ki so pač tukaj pokazali to, da smo lahko ceno nekako prilagodili, znižali za 0,13 evra. Morda za nekoga malo, ampak lahko rečem, da je to še enkrat za temi številkami tudi naše delo, delo vseh mojih sodelavcev in pa seveda tistih, ki nas spremljajo. Bom rekel, stalen nadzor, kar tudi sam uvajam pri našem delu v podjetju. Kako kaj potekajo priklopi na čistilno napravo? Tu nismo tako zadovoljni. Od vseh 200 možnih priklopov lahko rečemo, da smo imeli do pred kratkim še 72 takšnih uporabnikov, ki se niso odzivali oziroma odzvali na naša vabila, ki smo jih v zakonitem oziroma v teh rokih tudi posredovali. Po zadnjem, če lahko rečem, zadnjem obvestilu, ki je šlo v oktobru in se je sedaj zaključilo v 22. oktobra, je ostalo, mislim, da še 30 takih uporabnikov, katere bomo pa žal sedaj predali to se občinskemu redarskim službam, ki bojo ukrepali v skladu z svojimi pristojnostmi. Oziroma kaj je s tistimi, ki se ne morejo, nekateri še niti ne vejo. Obvestila so dobili tisti, ki imajo možnost priklopa, ker tudi z naše zmine obveščamo tistih, kjer te možnosti ni. Tam, kjer pa to je in če nekdo ne odgovori ali se brani z molkom nekje, potem pač mi moramo zadevo ustrezno ukrepati, tako kot nam odlok in obvezna gospodarska javna služba temu nalaga. Pa še isto takih primerov, ko se še niti ne morejo priklopiti v naselju. Tega, koliko se ne morejo priklopiti znotraj aglomeracije, je, lahko rečem, še kar precej, ker treba še zgraditi sekundarno kanalizacijo. To je projekt, ki je, bi rekel, zaštartan in je tudi bila zgrajena centralna čistilna naprava. To je še cirka 20 kilometrov sekundarnega omrežja, ki bo zopet neka investicija. Seveda denarja za te trenutno ni, razpisov ni in seveda do konca letošnjega leta se bo tukaj še seveda ena pravila igre spremenila, uredba glede podaljšanja roka za ureditev malih čistilnih naprav, potem ozožanje aglomeracij, vse te poteze bodo neke stvari spremenile, kar pomeni, če bo ožanje aglomeracij, bo ostalo več greznic oziroma malih čistilnih naprav, je pa to plus, da potem ne rabiš do vsake hiše graditi, to se pravi kanalizacijo. In pa tudi ta pas, to se pravi 200-metrski se bo ustrezno skrčil, kar pomeni, da bi potem v takem primeru občina morala zagotoviti z to javno infrastrukturo oziroma kanalizacijo nekje do 50 metrov od objekta.